stara bronatna karta bi se morda spet aktivirala. Pred samo nekaj tedni smo razpravljali, zakaj. Belorusija se ni pridružila vojni v Ukrajini kot aktivna udeleženka, kljub dolgoletnemu statusu v unijski državi z Rusijo in kljub temu, da se je v boj vključila tudi veliko bolj oddaljena zaveznica. Zdaj pa imamo Zelenskega, ki odkrito grozi, da bo napadel Belorusijo, če ukrajinske zahteve ne bodo izpolnjene. To je najnovejši razvoj dogodkov, saj val optimizma še naprej prežema Zahod. Vendar pa, ali bodo te izjave na koncu ostale le ostre, a brez pomena, ali pa bodo ukrajinske grožnje dejansko prerasle v kaj konkretnega? No, danes poskusimo tej zadevi priti do dna. Začeli bomo s kratkim pregledom vloge Belorusije v vojni doslej, s poudarkom na trenutni varnostni skrbi Ukrajine. Nato si bomo ogledali grožnjo, ki jo je izdala Ukrajina, ali gre za običajno prazno govoričenje, ali pa se iz tega lahko kaj razvije. Na koncu si bomo podrobneje ogledali, kako pravzaprav izgleda nabor možnosti, ki jih ima Ukrajina, ter kakšna so tveganja in koristi vsake izmed njih. Začnimo pa z vlogo Belorusije v vojni do zdaj. In najboljši opis je, da ni veliko. Najpomembnejša vloga Minska je bila, da je služil kot izhodišče za invazijo februarja 2022. Ta zelo ozki del je deloval brezhibno. Rusija sama izvedba invazije pa ni bila uspešna, zato o tem še vedno govorimo več kot 4 leta kasneje. Kremelj si je zagotovo prizadeval za aktivno podporo Belorusije, vendar se je Lukašenko tem pozivom uprl. Vsakdo od zunaj lahko opazi, da je bila vojna za Rusijo strateški poraz, zato bi bilo prostovoljno pridruževanje boju neumno. Pustimo ob strani, da obstaja precejšen notranji odpor proti vladi Lukašenka in da je ob zadnjem izbruhu nemirov grožnja ruske intervencije preprečila odprto ostajo. In ni nobenega zagotovila, da bi lahko Kremelj danes ponudil takšno podporo. To Belorusiji preostane le pasivna podpora, ki se je v veliki meri nadaljevala tudi onkraj začetnih izhodišč. Za začetek se občasno pojavljajo poročila, da Rusija neposredno leti z droni nad Belorusijo, da bi napadla Ukrajino. Vidite lahko, da bi bila ta geografija privlačna že zgolj z vidika razdalje. Toda obstaja tudi strateška obrambna komponenta. Ukrajina vlaga toliko truda v postavitev protidronske obrambe na vzhodu, da se preboj skozi Belorusijo zdi pametna ideja. To se povezuje z drugo komponento pasivne beloruske podpore, ki je veliko bolje dokumentirana. Rusija bo letela z droni vzdolž belorusko-ukrajinske meje, ponovno kot način za zmanjšanje sposobnosti Ukrajine, da izstreli zračno obrambo na te cilje. Morda pa je najbolj razširjena podpora, ki jo ima Belorusija, zagotavljanje navigacije in popravkov ognja. V bistvu lahko Rusija postavi kup relejnih postaj znotraj Belorusije. Te postaje lahko nato komunicirajo z ruskimi droni, ko ti letijo v in okoli Ukrajine, s čimer podaljšujejo komunikacijski doseg bližje njihovim končnim ciljem. Lahko tudi pomagajo ruskim dronom, ki so moteni in priletijo v Belorusijo, da ponovno najdejo svojo smer in se vrnejo nazaj v Ukrajino. Poleg vojaškega področja je Belorusija Rusiji pomagala tudi pri rafiniranju nafte, tako pri bencinu za ruski domači trg, kot pri dizlu za ruski vojni stroj. Okoli leta 2022 bi se ta stavek zdel neumen. Toda z nenehnimi ukrajinskimi napadi na ruske rafinerije nafte je to zdaj dejstvo. Rusija potrebuje pomoč pri zadovoljevanju povpraševanja na obeh straneh civilno-vojaške ločnice, Belorusija pa je ena redkih držav, ki lahko zlahka prevzame to vlogo. Še zadnja opomba o tem, česar Ukrajina ni tako zaskrbljena. Ponovitev poti invazije iz februarja 2022. Seveda, mogoče je, da bo Rusija nekega dne to poskusila znova. Toda Kremelj bi moral najprej izbrati ljudi in opremo na lokaciji, v okoličinah, ki bi bile očitne vsem. In tudi, če bi Rusija poskušala narediti kaj zvitega, je na tem območju toliko ljudi, ki bi se lahko čez noč spremenili v milico, da strategija tako ali tako ne bi bila učinkovita. Tako obstaja kup področij, pri katerih Belorusija pomaga Rusiji. Toda poskušati Ukrajino držati pošteno glede druge fronte je komaj zaznavno na radarju. To nas pripelje do konca prejšnjega tedna, ko je Zelenski izdal ultimat Belorusiji. Izženite Rusijo ali pa glejte, kako bo Ukrajina to storila v imenu Belorusije.
s čimer je dejansko zavrnil Lukašenkovo trditev, da Belorusija ni v vojni. Glede na vse ostalo, kar se trenutno dogaja v svetu, morda niste imeli časa razmisliti o tem, še posebej, če večinoma spremljate levo usmerjene medije. Zgodbo so dejansko bolj pokrivali mediji z leve sredine kot kjerkoli drugje, vendar so bili bolj levo usmerjeni mediji o tem opazno tiho. In tudi če ste zgodbo videli, morda niste prebrali iste različice. Levo usmerjeni mediji so zgodbo običajno predstavili z moralnega in humanitarnega vidika, medtem ko so se desno usmerjeni mediji osredotočali na geopolitični odnos med Belorusijo in Rusijo. Za te razlike vem, zahvaljujoč ponovnemu sponzorju današnjega videa, Ground News. Vedno so tu za vas, saj vam dostavljajo rubriko Slepa pega, povzetek zgodb, ki jih določeni deli medijske krajine spregledajo. In če obiščete ground.news poševnica Lines on Maps ali skenirate QR kodo na vašem zaslonu, lahko izkoristite izjemnih 40% popusta na paket Vantage in dobite dostop do vsega tega in še več. Zato še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Kakorkoli, videlo se je, da je Zelenski mislil resno. Belorusija je imela le en teden, da se odzove, v nasprotju z običajnim dvotedenskim opozorilom. Ampak resno, tvoja prva prava reakcija bi morala biti, da potrkaš po znaku. Ne poslušaj, kaj govorijo voditelji. Tukaj je ves razlog za blefiranje. Če Belorusija misli, da je Ukrajina resna, bi lahko izgnala Rusijo. To bi Ukrajini dalo točno to, kar si želi, brez da bi morala karkoli storiti, kar bi šibkejši Ukrajini dalo razlog, da blefira z močjo. Sama izjava pa ne more zagotoviti pomembnih informacij, ki bi spremenile, kako bi Belorusija reagirala. Zdaj pa je težava z odzivom našega sodobnega sveta na prazne besede ta, da smo pogosto šli predaleč v drugo smer. Verbalne grožnje niso same po sebi laži. Trump je to rekel, torej mora biti laž, je postalo nekakšen mim, vendar me skrbi, da preveč ljudi to dobesedno verjame. In to na lastno odgovornost, kot bi nas morda moral naučiti Iran. Vse, kar nas prvi del znaka opozarja, je, da samo izrekanje stvari ne prenaša veliko informacij v eno ali drugo smer. In če Lukašenko pogleda na drugi del znaka, bi ga to morda začelo skrbeti. Kar se zdi, da je res, glede na njegova nedavna prizadevanja za otoplitev diplomatskih odnosov z Ukrajino. Te številke o ozemeljskih izmenjavah ste verjetno do zdaj že videli vsaj ducatkrat. Nekaj mesecev ukrajinskih pridobitev, skoncentriranih v Zaporožju, po približno leto in pol vztrajnega ruskega nadzora nad tempom vojne. Te pridobitve se junija očitno upočasnjujejo. A največji razlog se zdi ukrajinska kampanja za uničenje ruske logistike z uporabo na novo razvitih srednjedosežnih dronov. No, ali veš, zakaj bi bili ti srednjedosežni droni še dobri pri uničevanju? Vsa tista ruska oprema, ki stoji v Belorusiji. Tukaj je še en način, kako predstaviti situacijo. Velik del diplomacije je, da vsaka stran skuša prepričljivo razložiti drugi strani, kakšna je struktura igre. To je vse zapisano v tistih knjigah na polici. Knjige hkrati fascinantnih in boleče dolgočasnih pogovorov o zmožnostih in političnih skrbeh, ki jih ima vsak tekmovalni diplomat. Zvabili drugi strani, naj opravijo lastne raziskave, da preverijo te informacije. V tej luči mora Lukašenko pretehtati svoje možnosti. Ne zato, ker mu je to rekel Zelenski, ampak ker je v zraku nekaj drugega. In to ni ljubezen v ruski bližnji tujini. To so tisti droni. In Lukašenkova odločitev je odvisna od tega, kaj pričakuje, da se bo zgodilo, če ne bo popustil Zelenskemu. No, naslednje vprašanje je, kaj bi Ukrajina tukaj dejansko lahko storila? Ti srednjedosežni droni omogočajo verjeten napad na Belorusijo. Še vedno pa to ne zagotavlja, da bo Ukrajina želela nadaljevati. Kaj se zgodi, če Belorusija preveri Ukrajino? Tukaj so 3 jasne možnosti. Ena možnost je, da sedijo križem rok in ne naredijo ničesar. Druga možnost je, da začnejo napade na ruske cilje. Tretja možnost je, da na seznam dodajo belorusko naftno infrastrukturo. Prva možnost je izhodišče za primerjavo, zato nimam veliko za neposredno dodati, razen da je možno, da so bile Zelenskega izvirne izjave zgolj blef. Hkrati ukrajinska obveščevalna služba trdi,
da Rusija kopiči opremo, da bi uporabila Belorusijo kot izhodiščno točko za nov val napadov z droni. Zato je to še en argument proti teoriji o čistem blefu. Omeniti velja, da del te trditve navaja Belorusijo, ki pravi, da se Ukrajina pripravlja na napade na Belorusijo, kar daje tem dogodkom zanimiv pridih preventivne vojne. In oprostite, če vas je zadnji stavek malo vrgel iz tira. Če preskočimo na tretjo možnost, bi bilo napadanje naftne infrastrukture zanimivo. Naftni proizvodi so zagotovo za dvojno uporabo, vendar je težko trditi, da Belorusija vojaško prispeva k ruskemu vojnemu naporu prek trgovine z nafto, vsaj po standardnih mednarodnih normah na tem področju. Prav tako je težko videti, kako bi Ukrajina lahko preprečila civilne žrtve pri napadih na naftno infrastrukturo. Na to bi bila Belorusija pripravljena na povračilne ukrepe. V bistvu je imela Belorusija vse razloge na svetu, da se izogne aktivnemu sodelovanju v vojni, a bi jo Ukrajina vseeno potegnila vanjo. Edini način, da to deluje, je, če je Belorusija izjemno zadržana glede vpletanja v vojno, hkrati pa ima politično moč, da odločno udari po mizi in jo prisili, da zapusti državo. In čeprav sem prepričan, da bi bilo Kijevu zelo zabavno, če bi morala Rusija še dodatno razpršiti svojo zračno obrambo znotraj same Rusije, sumim, da to ni vredno tega, da bi Belorusija zbrala del svojih sil proti Ukrajini. Za boljšo predstavo. Ukrajina uvaža surovo nafto iz Azerbajdžana in Kazahstana. In zadnje novice. Ukrajina uporablja nafto za svoj vojni stroj. Predstavljajte si, da bi se nekega dne Rusija odločila napasti njihovo naftno infrastrukturo. Bi samo sedeli in gledali kot odgovor? Kaj pa Grčija, Poljska, Litva in Turčija, ki v Ukrajino uvažajo naftne izdelke? Bi tudi oni to sprejeli brez odpora? Vsekakor ne kot odziv na odprt napad. To že sodi pod 5. člen. Morda prikrit napad, ker se takšne stvari verjetno že dogajajo. Vojna je polna umazanih skrivnosti, kaj ne? Pravzaprav to Ukrajini ponuja boljšo alternativo tukaj. Prej ste že sodelovali z beloruskim odporom. Zakaj ne bi ponovno sodelovali z njimi pri nekaterih novih ciljih? Primerno je, da se je Zelenski konec maja srečal z izgnano belorusko opozicijsko voditeljico, ki je znana po tem, da se pojavlja na nepričakovanih krajih. Če se vrnemo k odkritemu delovanju, tukaj obstaja srednja pot. Omejiti napade na ruske vojaške cilje. To ima večji potencial, ker ni jasno, ali je Lukašenko sploh posebej zadovoljen s trenutnim dogovorom. Belorusija je bila vojaško povezana z Rusijo že od padca Sovjetske zveze, vendar je bilo razmišljanje tradicionalno obrnjeno v nasprotno smer. Vsaka vojaška grožnja Rusiji bi morala najprej iti skozi Belorusijo, zato je Minsk lahko izkoriščal Moskvo, saj bi bilo za ruske enote bolje, da se soočijo z izzivalci v Belorusiji kot pa na ruski meji. V nasprotju s tem, Rusija zdaj uporablja Belorusijo kot izhodiščno bazo za ofenzivo v Ukrajini. To bi lahko pomenilo, da je Minsk zaveznik le, dokler mu to ustreza. Z veseljem sodeluje, dokler gre vojna dobro, a postane nenadoma skeptičen, ko stvari ne potekajo najbolje. No, stvari ne potekajo najbolje. Tukaj je za Ukrajino ogromno potencialnih koristi. V najboljšem primeru to obremeni odnose v zvezi držav in Rusija umakne svoje sile iz Belorusije. Bolj realen scenarij je, da napetosti prisilijo Kremelj, da Minsku ponudi več, da bi ohranil odnose. To je še vedno zmaga za Ukrajino. Bolje, da Lukašenko nadzoruje milijone dolarjev kot Kremelj. Najslabši scenarij, če predpostavimo, da se Belorusija sploh noče postaviti zase, je, da Rusija še naprej upravlja sisteme znotraj države. Zdaj pa mora te sisteme zaščititi pred ukrajinskimi droni. Tako se nenadoma veliko protidronskih obrambnih sistemov umakne z ozemlja, ki ga nadzoruje Rusija, kar pusti še več lukenj, skozi katere lahko ukrajinski droni neopazno prodrejo. To je prav tako v skladu z obstoječimi normami glede posredovanja tretjih strani v tem konfliktu. Države NATO ne dovoljujejo Ukrajini, da bi letela z droni nad njihovim ozemljem. Najbližje temu je, da Rusija namerno moti ukrajinske drone, da bi se ti zrušili na ozemlje NATO kot provokacija. Na to niti ne namešča protidronske obrambe v Ukrajini, čeprav je veliko ruskih letal že prekršilo meje NATO. Na to je včasih celo opazoval, kako so se ruski droni vračali nazaj v Ukrajino.
Temeljna strategija NATO tukaj je, da ohranja določeno distanco od vojne in tako ostane zunaj odkritega vojaškega delovanja Rusije. V tem okviru je Belorusija odstopila od mednarodnih norm, zaradi česar je postala legitimna tarča. Ukrepi Ukrajine so namenjeni sankcioniranju Belorusije in prisili, da se znova uskladi z normami. Zato pričakujem, da se bo tukaj nekaj zgodilo, če Belorusija ne bo odgovorila na ultimat. V državi je preprosto preveč izpostavljenih tarč, ki pred 6 meseci niso bile tako izpostavljene. Težko je razbrati, koliko samostojnosti ima Belorusija pri vsem temu naprej. Če Lukašenko ne zna reči ne Putinu, je to zgolj akademsko vprašanje. Med Ukrajino in Belorusijo ni nobenega pogajalskega problema in to je zgolj nadaljevanje konflikta med Ukrajino in Rusijo. In vsi vemo, kako uspešni so bili poskusi reševanja tega konflikta. Vendar pa se lahko grožnje na metaravni med seboj izničijo. Spomnite se, to se je začelo z ukrajinsko trditvijo, da ruska sredstva grozijo z napadom na Ukrajino. Lahko zelo verjetno ostanejo tam, nedotaknjeni, saj ukrajinske zmogljivosti odvračajo nadaljnjo uporabo. Opravičujem se, če vas pomanjkanje kinetičnega delovanja razočara. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Obstaja možnost, da bi Ukrajina lahko sprejela aktivne ukrepe za napad na Belorusijo. Trenutna medijska razprava o tem izhaja iz komentarja Zelenskega, vendar bi se morali v resnici osredotočiti na ukrajinsko kampanjo napadov srednjega dosega, ki zdaj omogoča izvedbo takšne operacije, medtem ko to prej ni bilo mogoče. In sumim, da bi bil obseg morebitnega napada bolj omejen, kot trenutno nakazujejo ukrajinske grožnje. Še enkrat hvala Ground News za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite ground.news, poševnica Lines on Maps, in izkoristite izjemnih 40% popusta na paket Vantage. Medtem pa lahko obiščete tudi moj drugi kanal, kjer boste izvedeli več o splošnem odnosu med Ukrajino in Belorusijo, ki se razvija v nasprotni smeri. Zakaj Belorusija ni naredila več? Poleg tega je zanimiva digresija o tem, kako je nastala ta fotografija. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.